Zveza ljudi ima različne oblike, lahko gre za sklenitev zakonske zveze, registracijo partnerske skupnosti ali preprosto skupno življenje. Ne glede na obliko pa vse države Evropske unije ne priznavajo vseh oblik. Hkrati pa večina prebivalstva še ne pozna registrirane partnerske skupnosti. Na naša vprašanja bo danes odgovarjal Miran Vrbanič, pravni svetovalec Zavoda PIP. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, nacionalni predpisi in praksa v zvezi z zakonsko zvezo v posameznih državah se razlikujejo. V čem pa so te razlike v državah Evropske unije? Tako je, razlike so. Sploh glede pravic in dolžnosti zakoncev, naprimer pri premoženjskih razmerjih, roditeljskih pravicah in pa tudi recimo pri pravici obdržati dekliški priimek. Potem, naprimer, nadaljne pravice so glede razmerja med civilno in cerkveno poroko. Recimo v nekaterih državah članicah se cerkvena zakonska zveza enači z civilno zakonsko zvezo. In pa potem nadaljne razlike so tudi pri možnosti sklenitve zakonske zveze istospolnih partnerjev, ki se priznajo le v določenih državah. Na kaj je potem potrebno paziti, če se želimo poročiti v drugi državi, se pravi Evropske unije? Najprej je zagotovo potrebno preveriti, ali se lahko dva nedržavljana te države poročita v tej državi članici, kadar se recimo gredo zakonci na kakšno turistično potovanje, pa se želijo tam poročiti. Potem je potrebno preveriti, katero pravo bo veljalo za to zakonsko zvezo, v primeru, kadar sta bodoča zakonca državljana različnih držav članic, in pa seveda, ali bo potem ta zakonska zveza sploh priznana v vseh oziroma ostalih državah članic Evropske unije. Zdaj, vkolikor bo priznana, se potem tudi prizna pravica bivanja partnerja, da gre, oziroma kadar se en partner potem odloči, da gre se zaposli v drugi državi članici, potem ima tudi drugi partner pravico bivanja in življenja pri njemu. Kaj pa v primeru, če eden izmed zakoncev prihaja iz države, ki ni članica Evropske unije? Zdaj, vkolikor gre to za drugega zakonca, ki bi želel bivati ob zakoncu, lahko še vedno ta prebiva ob zakoncu. Tukaj za obdobje do 3 mesecev je dovolj potni list in pa v nekaterih primerih tudi vstopni vizum. Kasneje, po 3 mesecih, pa je zagotovo potrebno dovoljenje za prebivanje. V izjemnih primerih pa lahko države članice tudi izrečejo ukrep izgona, vendar morajo dokazati te države članice, da ta oseba ogroža javni red, javno zdravje in pa tudi državno varnost oziroma ali državno varnost. Kot smo že na začetku omenili, oblik zvez med ljudmi je več. Kaj pa potem pomeni zunajzakonska skupnost in registrirana partnerska skupnost? Zdaj, registrirana partnerska skupnost je, kadar se dve osebi, ki živita skupaj kot par, odločita, da bosta to zvezo uradno registrirala pri pristojnih organih in s tem ne sklenita zakonske zveze. Zdaj, zunajzakonska skupnost je podobna. Zveza se ne registrira, vendar mora iti za dalj časa trajajoče skupne bivanje. Ali sta zunajzakonska skupnost in registrirana partnerska zveza izenačeni z zakonsko zvezo v vseh državah Evropske unije? To pa ne. Enakovredni oziroma primerljivi zakonske zveze sta le v nekaterih državah članicah. Torej, kadar je zunajzakonska skupnost priznana, se prizna tudi pravica drugega partnerja bivanja s partnerjem. Kadar pa registrirana partnerska skupnost ni priznana, pa gre za ustrezno dokazano dolgotrajno zvezo in se že na tej podlagi potem lahko uresniči pravica do skupnega bivanja. Zdaj, vse te pravice, kadar je Evropska unija povezana, kadar je Evropska unija v igri, se lahko preverijo pri lokalnih informacijskih točkah Evropske unije, Europe Direct, imamo jo tudi tukaj v Murski Soboti, ker pa gre za evropsko mrežo, pa so te informacijske točke dejansko po vsej Evropske uniji. Hvala vam za pojasnila in obisk v našem studiu. Hvala vam.